Letos smo bili namreč na ulicah našega glavnega mesta priča zloveščim prizorom, ki jih poznamo iz najtemačnejših časov naše zgodovine, pa si nismo mislili, da jih bomo morali še kdaj gledati. Pa sej to ni slučaj, da so se v aktualnih političnih trenutkih v Ljubljani, v mestu heroj, v mestu, ki je v času druge svetovne vojne plačalo izjemno ceno, da se skrajne skupine manifestirajo, demonstrirajo, vse pa pove v njih to, da so bili zamaskirani. Je treba biti zamaskiran, če hočeš v neki demokratični družbi in sredini povedati, sporočiti svoje stališče. Če je pa še tistih, ki so ga predstavljali, sram teh skrajnih stališč ali pa so bile sam politično motivirana za nek trenutek, mogoče za nabiranje preferenčnih glasov za nekoga, ja, potem pa imamo problem in pa težavo. Če želimo ohraniti demokratično družbo, ki naj bo varna in strpna in bo temeljila na spoštovanju človekovih pravic in svoboščin, moramo preprečiti ponovno širjenje nasilnih zločinskih ideologij, kot sta nacizem in fašizem. To vrstne pojave je v družbi potrebno zatreti v kali, žal pa Slovenija, za razliko od večine demokratičnih držav, do sedaj ni imela zakonske podlage, ki bo neposredno prepovedovala poveličevanje nacizma in fašizma ter z njimi povezanih kolaborantskih organizacij. S spremembami in dopolnitvami zakona o javnem redu in miru bi to sedaj uredili in tako preprečili širjenje sovražnosti in tudi zlorabo zgodovine v politične namene. Ta zakon, spoštovani, je civilizacijska nuja.